ostane nam še vzporednost ali pravokotnost, ne, vzporednost smo prej malo pogledali, zdaj pa še pravokotnost. Odkrito povedano je takole, ne, če imamo premico, kar narišemo, potem imamo eno točko, kar narišemo, recimo A. Mi pravokotnico narišemo tako, da lahko vzamemo kotomir, nastavimo na pravi kot. Zdaj bom jaz tukaj kar obrnila takole, da bo kar bolj ko ne že za risati. Takole, ne, da je pravi kot. In potem lahko pravokotnico narišemo skozi točko A. Ko imamo to pravokotnico, vi prosim rišite bolj natančno, potem lahko tule označimo pravi kot, tule je točka A. Če je tale točko označimo z A črtico, recimo, če jo že moramo označiti, načeloma je dosti, da tule označite tak pravi kot. Na obeh straneh je 90 stopinj in ta točka je v bistvu najbližja točka na premici, ta A črtica, ne. In tudi tale del imenujemo razdalja od točke do premice. Če izmerimo tale del, je to razdalja. Zdaj pa tule imamo na levi strani, vidite, veliko teksta. Bomo šli skozi njega, ampak načeloma tole, kar smo zdaj narisali, je iz tega ven, ne. Se pravi, najprej en izrek: para kotov z vzporednimi kraki sta skladna ali suplementarna. To pomeni, da če vzporedno prestavite oba kraka, boste vedno dobili isti kot. To pride iz tega, da sta kota ob vzporednicah vedno enaka, ne. Pravokotnica je premica, ki dano premico seka pod pravim kotom, a ne. Se pravi, zdaj tile dve sta med sabo pravokotni in tale je pravokotnica. Ne, če je ta točka P in to premica P in to premica Q, potem bi pravokotnico označili takole. P je pravokotna premici Q. Potem še imamo en izrek, se pravi, vse izreke bi bilo potrebno dokazovati, če ima kdo željo, lahko. V ravnini je na dano premico mogoče skozi izbrano točko narisati natanko eno pravokotnico. To je nekako logično, ne. Če imamo eno točko, potem je tale je pravokotna, ne. Takoj, ko bi pa naredili malo po strani, pa tule že ne bi bil več pravi kot, ne. Edino premico, ki jo lahko povlečemo, da je pravokotna, mora iti čez tole točko pa čez tole točko. Takoj, ko imamo pa dve točki definirani, pa čez ti dve točki obstaja natanko ena taka premica. Okej. Za potem, ko bomo imeli še Pitagorov izrek pa Evklidov izrek, moramo povedati, kaj je še pravokotna projekcija točke T na premico P. Se pravi, če imamo mi bomo točko A pogledali, se pravi, če imamo mi to točko in narišemo pravokotnico, potem ta, ki smo jo tako spustili dol na to premico, A črtica, to je pravokotna projekcija, ker jo projiciramo navzdol na to premico. To je tej točki najbližja točka od premice P. In definicija so neke take hude, ne, se pravi, tole je v bistvu D, to je distance, razdalja med točko T do premice P je isto kot razdalja med tema dvema točkama, točki T pa T črtica, ne, mogoče boljše, da tukaj zdaj označimo T pa T črtica sta ti dve točki, ne, ali pa da damo kar te dve črte, to je pa dolžina daljice T črtica. Okej, zdaj pravokotna projekcija daljice AB na premico P je pa daljica A črtica B črtica in njeni krajišči sta pravokotni projekciji točk A in B. Pa bomo to si narisali, na primer, da imamo takole premico P. Potem imamo točki, recimo tule točko A, pa dajmo tule točko
B, a ne? In te dve sta krajišči daljice AB. Zdaj pa, če hočemo pravokotno projekcijo daljice AB na premico P narediti, potem potrebujemo dve pravokotnici, se pravi pravokotnico na tole točko in pa pravokotnico na tole točko, se pravi tule vmes mora biti pravi kot, pa tule pravi. In točko A lahko zdaj spustimo dol, ne, po tejle črti do A in točko B spustimo dol do B črtica, to je A črtica in vse točke vmes, tule, so daljica A črtica, B črtica, ki je v bistvu pravokotna projekcija daljice A črtica, AB, pravokotna projekcija daljice AB. Izgleda zapleteno, ampak v resnici, ko bomo začeli risati, pa tako ne bo tako hudo, ne. To so pač definicije, ki se jih moramo nekako pretolči skozi, da pridemo do nalog. V resnici tega ne bomo zelo veliko, prav pa je, da enkrat slišite. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!